Pred nami je projekt, katerega rdeča nit je bil perfekcionizem po možnosti na vsakem koraku, ob vsakem pogledu, odtipu, v vsaki obliki. Je primer zaupanja in skladnosti vseh vključenih, naročnice, izvajalcev in arhitektke, oblikovalke prostora. Kdo je tukaj imel bolj škarje in kdo bolj platno v rokah, za obiskovalca niti ni več pomembno, saj lahko samo osupnemo nad stanovanjem, ki prinaša eleganten, stilsko dovršen in večplasten mozaik navdihujočih idej. Stanovanje, ki meri 120 kvadratnih metrov, je primer izjemno dobre prakse, saj sta izkušeni arhitektki Petra Zakrajšek in Katarina Brlek znali prisluhniti naročnikom, sicer velikim ljubiteljem estetike. Gospa Zakrajšek, jaz predlagam, da začneva na koncu. Zdajle, ko ste v tem stanovanju, ko je končano, kako se v njem počutite, kako ste zadovoljni z rezultatom? Jaz se počutim tako, kot da sem prišla domov. To je en tak lep občutek, ker za mene interjer so čustva. In pravzaprav je ta občutek povezan tudi z eno zelo lepo potjo z naročnikom in z naročnico. Katera so pa osnovna izhodišča tega koncepta? So to umetniška dela, so to likovni elementi, linije, teksture? Zame je vedno izhodišče ali pa glamur prostora v volumnu samem. To se pravi, v prostoru je treba najti točke, ki nekako imajo težo, neki nežni prehodi, pa seveda razsvetljava, ki pravzaprav tako kakor oliva na koktejlu da piko na i in nekako potem naredi nek tak, bi rekla, nežen in fin občutek v domu. Predlagam, da začneva kar pri tapetah. Se mi zdi, da tukaj nimajo več zgolj funkcije tapete, ampak z nami se pogovarjajo kot umetniška dela. Kako ste jih načrtovali? Res je. Mi kot biro smo veliki ljubitelji umetnosti in nekako v vsak naš osnovni koncept vnesemo ali tapete ali umetniškega dela že popolnoma od samega začetka. Tale tapeta za nami je bila oblikovana na en mogoče malo bolj zanimiv način. Tapeto nismo nalepili na steno na klasičen način, ampak smo jo distancirali od stene in s tem ustvarili nek 3D efekt, ga poudarili z razsvetljavo. Poleg dnevne sobe so tapete s 3D učinkom našle svoje mesto v sobi za goste in spalnici na koncu stanovanja. Tako kot v dnevni sobi, poleg tapet, oko pritegnejo tudi lepe, bogate, daljše zavese, ki smiselno povežejo vse barvne tone. Zavese, ki so prav do tal oziroma so celo malo daljše, to je verjetno predvsem estetska funkcija, ne? To je tako ena smešna stvar, za katero se zmeraj zelo borim, ker se seveda vsak sprašuje, kako bom to vzdrževal, ampak tukaj pa dileme ni, tukaj je pa stil pred funkcijo in zavese se morajo lepo uleči, ker če ne, ne gre. Pri nas ne. Celoten prostor zaznamujejo prav posebna brezčasna ogledala z ostrimi linijami. Ogledala na stropu in steni v hodniku pričarajo občutek hoje po modni stezi. Stanovanje ima poleg velike dnevne sobe, ki s kuhinjo, jedilnico in teraso tvori celoto, še sobo za goste, spalnico ter delovno sobo, v kateri mladi lastnik študira eno od vej znanosti. Kot vsestranski mladi intelektualec si je zaželel, da bi bil njegov novi dom energetsko učinkovit in prijazen do okolja. Zato se je sam, glede na potrebe in zanimanja, lotil postavljanja pametnih napeljav. Napredne rešitve je uporabila tudi arhitektka, ki je idejno zasnovo stanovanja naročnikom približala s 3D filmom. Da se arhitektka in lastnica nista hoteli zadovoljiti s polovičnimi rešitvami, kaže tudi obnova kopalnic. Čeprav so že bile opremljene s keramiko in sanitarno opremo, sta se jih lotili po svoje. Keramiko, ki je bila popolnoma korektna, ampak mogoče malce dolgočasna, popestrili na način, da smo obe kopalnici potonirali, vključno z stropom, in tako nekako ustvarili en tak občutek ene prijetne školjke in nekako spet nudi eno intimo pa zavetje, hkrati smo pa zamenjali potem izbor umivalnikov pa armatur. Smo uporabili črne in s tem nekako naredili en tak, bi rekla, dizajnerski edge, bi rekli Angleži, a ne? To se pravi, da deluje kopalnica tako moderno, pa tako, kot da smo jo zbrali mi na novo, no? Tako v tem smislu.
V stanovanju lahko opazimo veliko privlačnih kosov, ki pritegnajo obiskovalčeve poglede, pa naj bo to ročno izdelana preproga v dnevni sobi, glamurozni lestenec ali zanimiva silhueta vaze. Oko se še posebej ustavi na umetniških fotografijah, ki se organsko zlijejo s prostorom. Tudi to je bilo verjetno zelo dobro premišljeno. Ja, ni nobena skrivnost, da jaz izhajam iz sveta umetnosti in da je zame to tista, bi rekla, dodana vrednost, kjer mi kot dizajnerji vedno poskušamo iti čez mejo nekega funkcionalno obrtniškega izdelka in pravzaprav je to inspiracija, s katero mi začenjamo že popolnoma na začetku. Tako je stanovanje kot posledico večstopenjskega sodelovanja med oblikovalko interierja, lastniki stanovanja in zasebno galerijo specializirano za umetniško fotografijo dobilo veličastne fotografije, ki ga po svoje tudi zaznamujejo. Gospa Čeferin, koliko po vašem mnenju Slovenci cenimo umetniško fotografijo na stenah naših domov? Jaz bi tako rekla, galerijo imam že 17 let, zadnja leta je občuten, bi rekla, porast zanimanja za fotografijo, oziroma da se gleda fotografijo tudi v neki večji meri, kot se je mogoče prej, kot umetniško delo. V dnevni sobi prevladuje fotografija Prisilna simbioza umetnice Tiljen Mucik. V delovni sobi je njena fotografija Tihožitje, Still Life. Avtorica je znana po uporabi posebne tehnike, na optični bralnik polaga predmete, jih skenira in tako ustvari fotografijo. Na hodniku so svoj prostor našle Rože, Tanje Lažetič, fotografija, ki prinaša meditativno razpoloženje iz serije Spiritualni vrt, avtorice Metke Vernion, pa je Tam, kjer so sanje, v spalnici. Gospa Čeferin, kako po vašem mnenju umetniška fotografija v stanovanju vpliva na vzdušje v njem? Jaz mislim, da zelo fajn vpliva in da je na splošno umetniška dela v stanovanju so ena dodana vrednost in nujni del, bi rekla, poleg opreme. To je tako, jaz primerjam kot z obleko. Imaš eno lepo obleko, moraš imeti temu primerno tudi izbrane čevlje. In v samem stanovanju, v katerem bivaš, je potem fino, da razmišljaš tudi o tem. Seveda je pa vsak izbor specifičen oziroma odvisen od lastnika. Lastnik se mora dobro počutiti v stanovanju. In tukaj pa je naloga arhitekta, da mu poleg ostale opreme ponudi, kaj bi pa bilo lahko primerno in s tem seveda širi tudi to zavedanje o pomembnosti umetnosti v našem vsakdanjem življenju.